predlagam, da se kar lotimo financ, prav neverjetno, kako malo vemo o njih, pa neprestano se tudi soočamo z njimi. V šoli nas praktično ne učijo o tem. Je pa res, da smo včasih imeli prav v šoli šolske hranilnice in šparovčke in hranilne knjižice. Si imel? Ja, seveda, Anja, se spomnim tistih časov, spomnim se tistega svojega šparovčka, oziroma ko sem bil še otrok, sem tiste kovance pridno zbiral, ne vem, če se spomnite, v tisti pikapolonici, pa v šoli so nam starejši učenci redno pisovali naše prihranke v hranilne knjižice, ampak ja, žal so ti časi samo šele spomin, varčevanje je dobilo čisto drug pomen in seveda so se stvari in razmere do danes povsem spremenile. Ampak še preden se vrnemo v tiste čase, vas vse skupaj povabimo, da tudi aktivno sodelujete na našem današnjem dogodku. Pridružite se nam na slajdu, tule je poziv, namreč vpišete v vaš brskalnik tale spletni naslov slido.com ali pa skenirate QR kodo in preko tega gesla 1686764 sodelujete v današnjem dogodku, ko vam bomo postavili vprašanja. Mimogrede, ni napačnih in pravilnih odgovorov, želimo samo slišati vaše mnenje, vaš pogled na to, o čemer se bomo danes pogovarjali. Tako da kar pogumno, ja. Tako. Zdaj pa na oder vabim Ivico Vuliča, izvršnega direktorja za prodajo zavarovanj v Zavarovalnici Triglav, sicer pa mojega sodelavca in pa nekdanjega profesionalnega nogometaša, ki je tudi dvakrat oblekel dres slovenske članske nogometne reprezentance. Ivica, izvoli. Tule je prvo vprašanje, ki vam ga zastavljamo, tako da povabljeni, da odgovorite. Kaj je po vašem mnenju ključno za uspeh v karieri? Ivica, kaj bi ti rekel na tole vprašanje? Kaj se tebi zdi, kaj je tisto najbolj pomembno za uspeh v športni ali kakšni drugi karieri? Verjetno tak je tudi največ odgovorov. Motivacija, jasno začrtana pot in doseganje ciljev. Verjetno bo kar ta držala, ja. Dobro, sicer pa morda kratka predstavitev Ivice, kot sem že dejal, nogometni A reprezentant, ki ima sicer odličen izkupiček, 2 nastopa za reprezentanco, 1 gol. Sicer pa Ivica je bil v igri tudi za nastop na Evropskem prvenstvu leta 2000, ko je Slovenija prvič nastopila na prvenstvu stare celine. Poleg tega je bil tudi član mlade nogometne reprezentance, ki je med drugim remizirala z Italijo in to takrat, ko so v njej igrali taki zvezdniki, kot so Christian Vieri, pa Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi in drugi. Sicer pa večji del kariere je Ivica igral v slovenski ligi, predvsem za Gorico in Primorje, med drugim pa je izkusil tudi zlasti igranje v avstrijskem prvenstvu. In ko so se Ivica pred časom pogovarjala, si mi dejal, da tvoja kariera je bila tako zanimiva, toliko stvari se je zgodilo, da bi lahko o tem napisal knjigo. Pa me zanima, morda veš, kakšen naslov bi dal v tej knjigi, če bi imel to priložnost. Ja, zanimiva predvsem zaradi moje hude poškodbe in tiste velike prelomnice, ampak vseeno, športniki smo optimisti, tako da verjetno naslov bi bil Life is beautiful. Dobro, življenje je lepo in seveda v karieri se dogajajo takšne in drugačne stvari, ampak vendarle, kdaj si ti pri sebi začutil, vedel, da je nogomet tisto, čemur se želiš posvetiti z vsem srcem, da želiš vse tiste postranske stvari pustiti ob strani in svoj čas organizirati okoli treningov, tekem, priprav in tako dalje? Ja, v tej dvorani danes je veliko mladih športnikov, talentiranih, verjamem, tako da vsi verjetno štartamo po približno isti poti. Začnemo iz neke rekreacije, kot pred blokom, pred šolo, na šolskem dvorišču, to pride pol v neko treniranje. Jaz sem imel pač kar veliko spodbudo staršev, domače okolje me je zelo spodbujalo v temu, treningi, ampak vedno nekako sem razmišljal, pač kariera bo, upam, da bom tudi uspešen športnik, ampak vedno nekako v podzavesti sem razmišljal, ok, igral bom recimo do 30., 35., ne, kaj pa potem, ne. Vedno tako, to sem imel vedno, to so mi tudi starši dali, to zavest v smislu, ne, ja, kljub vsemu, ok, v nogometu se da kar dobro zaslužiti, recimo, če si uspešen ali pa s kakšno dobro kariero, ne, ampak še vedno
si na tretjini življenja lahko, ne, ali pa odvisno od tega in moraš tudi kasneje razmišljati, kaj boš potem delal, ne ostanemo vsi v športu, tako da ta del se mi zdi zelo pomemben. No. Torej si pravzaprav že takrat razmišljal, kaj boš počel, ko ne boš več profesionalni športnik. Se pravi, nisi stavil vse samo na eno karto. To me veliko ljudi vprašalo, ne? Ja, zakaj več športnikov ne študira, ne? Ampak veste, ko se ti profesionalno ukvarjaš športom, ne, je izredno težko še nek študij voditi ob temu. Ne? Sicer jaz sem študiral ob nogometu, sicer zelo počasi, ampak profesionalni športnik, to je tako, bi rekel, to je zahtevno delo. Ne? Ni zdaj to, če imaš ti samo 2-3 ure treninga dnevno, ne, da pol pa ti imel toliko časa za druge dejavnosti. Ne. Pač to je napor, je regeneracija, tako da ni tako enostavno, kot si nekateri zamišljajo, da je samo tukaj časovni vidik. Ne. A je bil potem ta študij, ki si ga omenil, pravzaprav neke vrste varnost v primeru nekih nepričakovanih, nepredvidljivih situacij, dogodkov? Tako, jaz bom rekel, mene poleg nogometa, pač kot športne ljubezni, me je vedno tudi zanimala ekonomija, tako da tudi srednjo ekonomsko šolo sem naredil in potem sem rekel, ok, ajde, vpisal bom študij ob delu in nekako tudi z vidika varnosti, ne, ampak tako je, večkrat se pohecam, ne, ko ti gre dobro, pozabiš na šolo. Ko mi je šlo malo slabši, ne se, ok, se verjetno imam pa nek backup. Ne. In tako kot v športu, tudi v zavarovalništvu seveda obstajajo nepredvidljive situacije, nepredvidljivi dogodki, ko se neka bleščeča kariera v trenutku sesuje v prah. To se je zgodilo tudi pri tebi, omenil si poškodbo. Kaj pravzaprav se zgodilo v tvojem primeru? Ja, pač, če zgledamo neko prehojeno pot, verjetno sem najbolj ponosen na ta del, ko mi se je ta poškodba zgodila, ker pač bilo je treba ostati. Jaz sem takrat bil tudi na spisku za Evropsko prvenstvo v nogometu, takrat pač euforija v Sloveniji, prva uvrstitev, mladci, starci 22-23 let, v tujini sem igral in potem hud zlom gležnja, ker sem pač vsi ligamenti potrgani s kostjo in tako vred. Tako da drugi dan, ko so me nujno operirali v Innsbrucku, v Avstriji, mi je tudi zdravnik, ki je me obiskal, tako zelo iskreno povedal, da verjetno z profesionalno potjo bo konec in takrat nekako začneš delati to refleksijo, ne, in se spraševati in preletiti celo življenje skozi glavo. In zdaj, ko se ozrem nazaj, sem najbolj ponosen na ta del, da sem si rekel sam pri sebi, ma ne, si star 23 let, ni še konec, gremo dalje. Tako da sem potem se poskušal vrniti, nisem uspel, pač ni šlo tudi, pač bila je psihološka bariera zaradi te poškodbe, tako da sem se pol odločil in dejansko potem dokončal študij in potem še magisterij kasneje. Mislim, nekaj, kar si gradil 20 let, se praktično konča v delčku sekunde. Ne? Kdo, na kakšen način si takrat se potem soočil s to krizo, s tem spoznanjem, da vendarle je te poti, ki je bila pravzaprav na široko odprta, počasi konec? Ne, iskreno povedano je bilo zelo težko. Jaz sem imel tako, 1 leto se boriš sam s sabo. Ne? 1 leto je spraševanje, zakaj prav meni se je to zgodilo, toliko sem vložil truda. Jaz dejansko, če plem za nazaj, jaz nekega najstništva nisem imel, jaz sem ogromno vložil to, ogromno nedelj, ogromno tudi praznikov, ko smo bili prosti v šoli, pa tako, jaz sem treniral, sem imel individualne treninge, tako da res najstništvo je preletelo skozi šport in pač nekako se mi zdi, da lažje greš skozi ta del, ko ti ne uspe, oziroma če imaš nek B plan, oziroma če poleg tega razmišljaš, kaj pa če, ne, tako da šola je en dejavnik, ki pomaga pri temu, ne, se pa zavedam, da ob določenih športih, ne, je pa težko študirati. No. A si kdaj pomislil, kaj bi bilo, če se ne bi poškodoval kot član tiste generacije, ki je šla potem na Evropsko prvenstvo 2000? Si kdaj pomislil na to? Ja, se to večkrat, ne samo enkrat. Je pa dejstvo tako, ne, sej
jaz sem vedno tako razmišljal, ne, ok, recimo, da bi mi uspela lepa karijera in končam pri 35, ampak še vedno imaš nek plan v življenju, želiš si družino, želiš si otroke, želiš si nekaj delati po karieri, vsi ne morajo biti trenerji, vsi si tudi ne želijo biti trenerji, ne. Tako da se mi zdi, da to neko razmišljanje, kaj bom potem delal, je pomembno, ker poznam kar nekaj mojih kolegov, ki so po karieri nekako se malo iščejo, ne, kljub temu, da so nek finančni status si pridobili, ne, ampak dejansko delo je tisto, ki nekako je pomembno nasplošno za človeka, ne, nekaj moraš delati, ne, tako da bi po karieri, kljub temu, da si zaslužil ne vem koliko denarja, bilo na kakšen način, ali od sponzorjev, ali z nagradami, da bi nekako samo gledal v luft, ne gre, ne, dejansko vidiš, da delo je tisto, ki te nekako osrečuje, ki te nekako izpopolnjuje, ne, in se mi zdi to pomembno, da tudi razmišljamo o tej karieri po karieri. Se pravijo, ko se konča ena pot, se začne lahko druga. Ali si že takrat vedel, kakšna bo ta tvoja druga kariera? Ne, pač jaz po končani karieri, ko sem pač ta študij zaključil, sem se zaposlil na zavarovalnici Triglav, tako da začel sem na terenu kot zavarovalni agent, bi rekel na nuli, kot rečemo mi, in počasi potem step by step prišel do delovnega mesta, ki ga upravljam danes. In če recimo primerjaš, potegneš neke vzporednice med nogometom, športom in poslom, verjetno obstajajo neke sinergije in podobnosti. Kaj praviš? Ja, sinergije je ogromno, ne, zdaj, da ne bo izpadlo, da hvalim nas športnike, bom rekel tako, športniki imamo neko disciplino, ki ti je vsejena v nek DNK, ne, to je dejstvo, ne. Jaz koliko malo gledam moje sodelavce, ne, bom rekel tako, ne, da tisti, ki so se ukvarjali s športom, ne, je res tako, je neka ciljna usmerjenost, je disciplina, ko je sestanek ob 9, je ob 9, ne, ni 9:02, ne, je 9:00, ne, tako da to so pomembne stvari v življenju in enkrat sem se pogovarjal z enim zelo znanim slovenskim direktorjem, sicer je že pokojni, in mi je rekel, veš, Ivica, ko imam dva kandidata na razgovoru za zaposlitev in če sta mi tako oba približno enako po referencah všeč oziroma da se težko odločim, vedno vprašam, ali si treniral kakšen šport oziroma ali si se ukvarjal s kakšnim športom in vedno izbere športnika. Zanimivo. Sicer, če imate za Ivico kakšno vprašanje, povabljeni na slajdu, da ga zastavite, postavite in seveda Ivica bo nanj z veseljem odgovoril. Sicer pa, Ivica, kako pomembno je pravzaprav, tukaj imamo tudi veliko mladih športnikov in športnic, je misliti oziroma imeti tudi načrt B, C in tako naprej, če se pri A kaj zalomi, ne? Kako pomembno je to in zakaj je to tako pomembno? Ne, to je zelo pomembno, absolutno. Saj moraš razmišljati, kaj boš delal pol, ne? Ampak se pravim, ni samo študij tisti, ki te bo osrečeval po karieri, ne? Različne poti so, ne? Veliko mojih kolegov je imelo že takrat vizijo, da bojo trenerji, da se bojo ukvarjali z mladimi, jih je veselilo delo z mladimi. Veliko jih je imelo idejo, da bodo delali neko profesionalno trenersko pot z članskimi ekipami. Vse to so različne poti, ne? Ampak vseeno se mi zdi, da najslabše je to, da razmišljaš, ja, oziroma da sploh nimaš plana. To je najslabše, ne? Dejansko moraš nekaj razmišljati, kaj pa potem, vzemo spet ponovo te besede, ne? Delo je tisto, ki te izpopolnjuje, ne? Si kdaj razmišljal, da bi ostal v športu, nogometu? Če sem iskren, ne. Tako da pač ekonomija res me vedno privlača, ekonomija, tako naložbe, delnice, to sem se tudi tako za hobi vedno ukvarjal, tako da ne. In te lastnosti, ki si jih omenil kot nogometaš, ne, ta način razmišljanja, ta disciplina, ta red, ta odnos pravzaprav do dela, ki ga omenjaš, je verjetno tudi prispelo k temu, da si danes uspešen poslovnež, uspešen menedžer? Ja, sigurno, se pravim, ne zato, ko sem bil nogometaš, jaz pravim tako, vsi športniki dobimo te delovne navade, ne, od neke ciljne usmerjenosti, od tega, da je veliko vzponov in padcev, ne, moraš se pobrati, ko padeš dol, ne, pač jaz se po poškodbi nisem uspel, ampak so porazi, so slabši trenutki, tako da to je del, ki te nekako utrdi, ker se pač se nisem šport, se celo življenje je
sestavljeno iz vzponov in padcev in se mi zdi, da ko se za nekaj odločimo, tudi trdno držimo in se mi zdi tako, da neka linija v življenju, ne, je zelo pomembna, ta športni duh, ne, da imamo neko odgovornost do dela, ki ga upravljamo na drugačen način. Imamo že nekaj vprašanj strani publike. Morda tale, kaj je bolj pomembno na poti do funkcije izvršnega direktorja velikega podjetja, povezave ali znanje? Zanimivo. Jaz lahko povem svojo izkušnjo. Kot sem rekel, jaz sem začel leta 2001 kot zavarovalni zastopnik, torej na terenu. Bil sem 6 let, pa to danes s ponosom povem, torej od hiše do hiše, od vrat do vrat smo prodajali zavarovanja, tako kot zastopniki prodajajo. Potem po zastopniški poti sem bil pač vodja, kasneje direktor in danes izvršni direktor, tako da to je 22-letna moja pot na zavarovalnici Triglav, tako da v mojem primeru lahko rečem, da le vztrajnost, delo in znanje. Kako danes vzdržuješ kondicijo? Še kaj nogometa? S tem nisem zadovoljen, rad bi večkrat šel na rekreacijo, tako da se trudim vsaj 2-krat, 3-krat na teden, vsaj malo kakšen daljši pohod ali pa tek, ampak mi ne uspeva vsak teden, no, tega se držam. No, sicer lahko povem, da je Ivica še vedno zelo natančno desnico, to je ne nazadnje dokazal tudi pred kratkim. Sicer pa, Ivica, še kakšno neizpolnjena želja, cilj v službi, kaj si želiš doseči, kakšna je tvoja vizija, kar se tiče zdaj te poklicne kariere? Ma ne, jaz zaenkrat, tako bom rekel, z mojo potjo v zavarovalnici Triglav sem zadovoljen, predvsem pa bom rekel iskreno, to najbolj me izpopolnjuje to, da ta duh, ki ga športniki imamo, da gradimo na nekih odnosih, gradimo na ekipi, da ga tudi nekako poskušam implementirati tudi v zavarovalnici Triglav. Tole vprašanje je tudi zanimivo, kar se tiče mladih športnikov, kaj meniš o vlogi klubov pri ozaveščanju profesionalni karierni usmeritvi mladih športnikov, kar se tiče potencijala, pasti in nekega realnega pogleda na situacijo? Vlogi klubov? Ja, kakšna je tukaj vloga klubov pri ozaveščanju mladih športnikov in športnic? Ja, tukaj sem jaz, tako bom rekel, včasih sem kar kritičen, ampak predvsem do staršev, no. Jaz sem tudi oče 3 otrok, pa tako včasih se mi zdi, da smo starši preveč ambiciozni, preveč želimo skozi otroke neke svoje frustracije potem peljati naprej. Zanimivo je, včasih se pohecam, da predvsem starši, ki so morda niso uspeli v svoji karieri, so potem najbolj agresivni do svojih otrok, no. Zdaj tako, zdi se mi zelo pomembno, no, da se pelje tako nekako ta vloga kluba, da je pomembna tudi šola, no, tako bom rekel, ne bom zdaj samo šole poudaril, ne. Jaz imam tudi hčerko, ki trenira odbojko, pa recimo gimnazijka, pa ima kar težave v šoli, no, ker je ogromno treningov in tega in težko usklajuje te zadeve, no. Zdaj je, tako da klubi imajo pomembno vlogo pri ozaveščanju tega, se mi pa zdi zelo, zelo pomembno, da je ta paralelnost, tako šola in treningi, da je to usklajeno. Ne vem, da je težko, ampak ta del je zelo pomemben. No in o tem bomo seveda govorili tudi v nadaljevanju tega dogodka. Morda za zaključek samo še tole, ker smo ravno streljali od zbora tudi slovenske nogometne reprezentance, ki se pripravlja na Evropsko prvenstvo v Nemčiji. Ivica, kateri je po tvojem mnenju trenutno najboljši igralec v slovenski reprezentanci? Ja, za mene recimo Benjamin Šeško. No, to bi verjetno potrdili tudi mnogi drugi. Ivica, hvala lepa za tale pogovor in čas, da si ga vzel za tale klepet. Anja? Hvala lepa. Fantastično. In hvala tudi vam za zelo zanimiva vprašanja. Zelo sva navdušena s Sašom, da aplikacija Slido tako dobro deluje. Ivica, preden te spustimo z odra, seveda še moji vprašanji. V kaj investiraš
Še kakšen trik, namig za nas, kaj se splača investirati, ne vem, bitcoini? To bojo verjetno moji sodelavci povedali kasneje, no. Moji sodelavci pa vejo, kaj jaz rad povem, no, da v življenju se ali doma ali v službi najbolj donosna je investicija v odnose. Zelo dober odgovor. Bomo to pograbili tudi še v nadaljevanju. Ne vem pa, koliko svojega časa investiraš v spremljanje nogometa trenutno, zato še zadnje aktualno vprašanje, sobota, Real Madrid, Borussia Dortmund. Napoved? Ja, ali pa za koga boš navijal? Ja, ne tako, ponavadi, ko nisem navijač nekega kluba, ne, vedno želim, da zmaga na papirju slabši, no, če sem tako iskren, tako da bom bolj držal pesti za Borussijo. No. Vse jasno, hvala lepa, lep dan še naprej. Hvala. Hvala.